Krnov zemljan je bil spočet, ko otroka sta dobila, sta ljubila se še bolj, sta vzgajala ga in učila. Predlagam, da čim prej začnemo, da ne bi slučajno še pri tem prepovedali javnih prireditev. A smo pripravljeni? Med nami lepo pozdravljam župana občine Ravne na Koroškem, doktorja Tomaža Rožena. Športniki lepo pozdravljamo tudi poslanca v državnem zboru, gospoda Janija Prednika. Trenutno je še neviden, ampak se bo kmalu pojavil. In pozdravljamo tudi častnega občana občine Ravne na Koroškem, gospoda Adija Urnauta. V času karantene smo imeli rekreativci še več časa za rekreacijo. Žal pa smo imeli tudi še več časa za prehranjevanje. Tako da nas je večina v tem času postala premožnejših čez pas. Eden redkih, ki se niso zredili niti v času karantene in tudi po karanteni ostajajo šlank, pa je Adi Smolar. Pozdravljeni, en lep dan je danes. Vreme nam je dano, tile prepovedi so se umilile, nekako se vrača življenje normalo. Predvsem je pa pomen dan zaradi tega, ker se bodo nagrajevali ljudje, mladi in malo starejši za svoje dosežke na področju športa. Zelo pomembna stvar je šport v Sloveniji. V tej naši skregani Sloveniji mislim, da je šport še najbolj tisto zaslužen za to, da skrb držimo. Zaradi tega je zelo pomembno, da smo enotni pri podpori mladim športnikom, ki nas povezujejo, ki nas razveseljujejo in najlepša hvala tudi v mojem imenu, polepšate mi marsikakšen trenutek v življenju. Je pa to življenje seveda čudovita stvar, čudovita priložnost. In predvsem razmišljamo o starših, ki imate mlade športnike, kako prijeten občutek je, če prepozna en mlad človek smisel življenja v tem, da se ukvarja z nečim, da dosega uspehe, s katerimi zadovoljuje sebe, pa tudi vse ostale. Zato bi zapel pesem, ki je hvalnica. Hvalnica življenju, hvalnica čudoviti naravi, ki nas obdaja, in pa hkrati tudi hvalnica skromnosti. Ker skromnost je čednost, skromnost je vrlina. Sta na travniku ležala, ki v maju je cvetel, ljubim te je šepetala, ko si jo je nežno vzel, in okrog so ptički peli, soncu, ki je grelo svet, kot da bi bili veseli, Krnov zemljan je bil spočet, ko otroka sta dobila, sta ljubila se še bolj, sta vzgajala ga in učila, da že malo je dovolj. Večkrat so pohajkovali, šli so tja do travnika, ko so ga občudovali, pa sinku vedno rekla sta, glej, ta naš svet, tako je lep kot lepe sanje, življenje imej za prekrasno potovanje. Grde stvari naj ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Leta mirno so jim tekla in otrok je fant postal, pazi nase, sta mu rekla, ko se je v svet podal. Lažnemu blišču ne nasedaj, ti se spomni travnika, pravih se vrednot zavedaj, pa sreča te bo spremljala, ker glej, ta naš svet, tako je lep kot lepe sanje, življenje imej za prekrasno potovanje. Grde stvari naj ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Ko z imetjem kdo baha se,
meni to se čudno zdi. Mislim si, kaj kažeš nase, saj minljiv si, kakor vsi. Jaz na svet drugače gledam, pa kaj, če denarja malo imam, na bližnjem travniku posedam in rečem si, kako lep dan. Glejte, ta naš svet, tako je lep, kot lepe sanje. Življenje imejte za prekrasno potovanje. Grde stvari naj vam te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Zdaj pa zaploskajte zraven. Glejte, ta naš svet, tako je lep, kot lepe sanje. Življenje imejmo za prekrasno potovanje. Grde stvari naj nam te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Srečni so le, ki srečo res dojamejo. Dobro, lepo se je začelo, hvala lepa. Besedi vabimo predsednika Zveze športnih društev občine Ravne na Koroškem, gospoda Danila Čebulja. Lep pozdrav, bom se potrudil, da ne bo Jurij ugotovil, da sem se zredil med temi dogodki, ki so bili pač nam vsem znani. No. Najprej en lep pozdrav vsem športnicam, športnikom, županu, častnemu članu, gospodu Adiju Urnavtu, prednika, ne vidim, če je, tudi njega posebej pozdravljam. Zdravo, je. Pa seveda lep pozdrav pravzaprav vsem, ki ste danes prišli sem. Letosna tradicionalna prireditev Športnik leta je vztrajno čaka na termin. Na trenutek, da lahko vstopi v igro in končno nam je uspelo. Za uspeh je treba trdo delati in biti discipliniran. Tudi če ti ne uspe prvič, ne smeš odnehati, moraš trenirati do konca in ne obupati. To so besede naše koroške športnice Janje Garnbert in mislim, da se strinjamo z njenimi besedami. Ampak za uspeh so potrebni tudi drugi pogoji, kot so ustrezni športni objekti. Za uspeh je potrebno strokovno vodenje, znanje, izkušnje trenerjev in navsezadnje dobri organizirani klubi. Za uspeh je potreben talent, garanje, odrekanje športnikov in še. Z doseganjem uspehov in rezultatov se seveda povečujejo zahteve na področju objektov. Postane neustrezna dvorana, premajhna tribuna, dotrajana neustrezna atletska steza, preslabi pogoji za, da ne naštevam. Župana bo verjetno kaj povedal, pa ne danes, ga ne bomo. Ampak bomo mogli začeti. Hočemo telovadnico, hočemo plezalno steno, hočemo novo atletsko stezo. Skratka, malo smo mogoče zaspali, okrog nas so kraji nas prihiteli, čeprav smo Ravne presporirali pred leti, bili najboljši, kar se tiče objektov. Pa ne, da jih nimamo, imamo jih ogromno, ampak mogoče so zastareli, kar mislim, da je res. Potem poznamo pregovor, učenec preraste učitelja. Znanje in izkušnje trenerjev niso več dovolj za talentirane športnike, zato se pojavljajo, da nam odhajajo športniki. Plavalci morajo iti v Ameriko, odbojkaši hodijo v Italijo, plezalci grejo spet kam drugam. Tako da danes je ogromno mladih športnikov med nami, ki bojo prejeli nagrade. Na njimi stoji šport in mladost je
pomembna pri športu. Ampak recept za uspeh ni le mladost, temveč trdo delo in vztrajnost in talent. In mi, ki delamo z športom, je prav, da jim stojimo vedno ob strani, da jih podpiramo in da poskušamo jih odvigniti v teh njihovih rezultatih. Za konec bi izrekel še samo zahvalo vsem, ki ste danes prišli, vsem, ki delate za športniki, ki ste razlog za to, da so njihovi rezultati takšni, kot so. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Čebulju, ki nam je malo prehitro pobegnil z odra, zato ga vabimo nazaj. Na oder pa vabimo tudi častnega občana občine Ravne na Koroškem, odbojkarsko legendo svetovnega formata in očeta še druge odbojkarske legende, gospoda Adija Urnauta, ki bo tudi podeljeval priznanja. A sta pripravljena? Potem pa poženemo. Na 11. seji izvršnega odbora Zveze športnih društev Ravne na Koroškem so bili na podlagi rezultatov predlogov društev in pravilnika soglasno izbrani. Torej niso se kregali, kaj šele tepli. Za leto 2019 naslednji mladi perspektivni športniki in športnice. Prva priznanja podeljujemo perspektivnim mladim plezalcem. Priznanje mlad perspektiven športnik prejme plezalec Metod Vrčkovnik. Metod Vrčkovnik je član alpinističnega kluba Ravne in se je v svoji kategoriji izkazal kot vsestranski tekmovalec, se je stal na stopničkah tekem državnega prvenstva v prav vseh disciplinah. Tokrat prihaja z berglami, zato mu želimo čim prejšnje okrevanje. Drži se Metod, aplavz. Priznanje mlada perspektivna športnica prejme plezalka Larisa Capelj-Cvetkovič. Članica alpinističnega kluba Ravne je na državnem prvenstvu v težavnosti dosegla 4. mesto, v hitrosti pa 3. mesto. Priznanje mlada perspektivna športnica prejme plezalka Žana Glibe. Je članica alpinističnega kluba Ravne in se je kot vsestranska tekmovalka izkazala v vseh disciplinah, saj je v prav vseh stala na stopničkah. Čestitke. Priznanje mlada perspektivna športnica prejme plezalka Ema Kordež. Ema Kordež je članica alpinističnega kluba Ravne in je na državnem prvenstvu v kategoriji težavnost skupno zasedla 2. mesto med starejšimi deklicami, v balvanih je skupno osvojila 5. mesto in v letu 2019 je bila članica razširjene slovenske mladinske reprezentance v športnem plezanju. Čestitke. In takole se zmenimo. Po posameznih športih bomo naredili tudi skupne fotografije, zato vse prejemnike priznanj prosimo, da ostanejo in jih potem naredimo eno sliko skupaj. Plezalce pa vabim nazaj, da naredimo eno še skupaj za spomin. Triindevetdeset štink, vsak dan do fabrike, pošihtov napir, povcepkove slike. Sandi Ocepek, mojster fotografije, bo fotografiral. Kaj to pomeni, če on z nami? Ja, da bomo imeli kvalitetne fotke, ki jih bomo objavili na spletni strani Zveze športnih društev Ravne na Koroškem, tako da boste tam vse videli. Zdaj pa aplavz za naše plezalce iz alpinističnega kluba Ravne. Nič nas ni strah, če so smučari z nami, tako so leta 1983 peli Lačni Franc, dobrih 22-23 let zatem
pa sta se rodili Pika in Ana, ki jo boste spoznali v nadaljevanju. Priznanje mlada perspektivna športnica prejme smučarka Pika Pepevnik. Pika Pepevnik je danes na treningu. Priznanje mlada perspektivna športnica prejme smučarka, Ata Pepevnik prevzema nagrado. Pepevnika ne bomo na skupinsko slikali, Milena bomo, ne bomo? Okay. Priznanje mlada perspektivna športnica prejme smučarka Ana Merc. Ana Merc je članica Alpskega smučarskega kluba Fužinar in je na državnem prvenstvu na Krvavcu osvojila 5. mesto. Čestitke. To so vse smučarke, ki jim bomo danes podelili priznanja. Dolgujem pa vam pojasnilo oziroma obrazložitev za Piko Pepevnik, članica Alpskega smučarskega kluba Fužinar in je na državnem prvenstvu na Krvavcu v veleslalomu osvojila 4. mesto. Čestitke smučarkama, naslednji šport pa je badminton. Kaj je pri badmintonu najtežje? Izgovorjava. Kaj vse smo govorili, ko smo bili mali? Badminton, babinton in kaj še ne. Pravilno je badminton. Tisti, ki igra badminton, pa je badmintonist oziroma badmintonistka. In če se ne motim, tokrat prvič v zgodovini ravenskega športa priznanja podeljujemo badmintonistom. Zato ni čudno, da ima v tem hipu najširši obraz, nasmeh na obrazu gospod Bojan Breznik, ki pa je. Čestitke. Badmintonisti so se prebili med prejemnike priznanj. Priznanje mlada perspektivna športnica prejme badmintonistka Nina Razgoršek. Članica badminton kluba Karizma je na tekmovanjih v kategoriji U15 doma in v tujini dosegla rezultate, ki so jo pripeljali do 3. mesta na slovenski lestvici U15 v posamični konkurenci. Čestitke, Nina Razgoršek. Priznanje mlada perspektivna športnica prejme badmintonistka Bela Oder. Bela Oder je članica badminton kluba Karizma in je z rezultati potrdila, da je zasluženo lahko nastopila za slovensko reprezentanco na ekipnem turnirju v češkem Krumlovu. Priznanje mlad perspektiven športnik prejme badmintonist Nitaj Tarkuš. Nitaj Tarkuš je član badminton kluba Karizma, ki si je naziv mladega perspektivnega športnika prislužil na številnih tekmovanjih doma in v tujini. Čestitamo. Priznanje mlad perspektiven športnik prejme badmintonist Sergej Filip Ilič. Sergej Filip Ilič je član badminton kluba Karizma in si je naziv mlad perspektiven športnik pridelal z rezultati v dvojicah. Čestitke. In badmintonisti, stopite še malo naprej, naredimo eno odcepkovo sliko. Takole, pa na smeh se držimo. Bravo. Hvala lepa in čestitke. In že smo pri kraljici športov, pa še v Grajskem parku smo, če to ni carsko stari. Priznanje mlada perspektivna športnica prejme atletinja Zala Brezovnik. Zala Brezovnik je članica Koroškega atletskega kluba in je na številnih atletskih tekmovanjih v svoji kategoriji dosegala rezultate, s katerimi se je prebijala v finala. Na atletskem mitingu v Šentjurju je dosegla 1. mesto, na 25. atletskem mitingu v Kranju je osvojila 3. mesto. Čestitke. Priznanje
Mlad perspektiven športnik prejme atlet Žiga Verneker. Član Koroškega atletskega kluba s 5. mestom na 25. atletskem mitingu v Kranju je dokazal, da spada v kategorijo mladih perspektivnih športnikov v naši občini. Čestitke, Žiga. Priznanje mlada perspektivna športnica prejme atletinja Maja Mager. Članica Koroškega atletskega kluba je z rezultatom na prvenstvu Slovenije za pionirje in pionirke v 14. v Kopru na 200 metrov dosegla 4. mesto, na vseh ostalih tekmovanjih pa je potrdila, da so vztrajnost in udeležba na treningih pot do napredka. Čestitke, Maj Mager. In še skupinska fotografija atletin in atleta. In že smo pri namiznem tenisu. Table tennis po angliško. Kaj pa pomeni table tennis? Nič posebnega. To je naš prijatelj Denis, ki rad igra namizni tenis. Ampak Denis je rekreativc, mi pa priznanja podeljujemo samo profijem. Priznanje mlada perspektivna športnica prejme Polona Horvat. Polona Horvat je članica namizno-teniškega kluba Fužinar Interdiskont in kot kadetinja nastopa že v prvi slovenski namizno-teniški ligi za ženske. V letu 2019 se je na odprtih turnirjih in državnem prvenstvu uvrščala med prve 4 kadetinje v državi, s kadetsko ekipo Fužinarja je osvojila 2. mesto na državnem prvenstvu. Je tudi članica kadetske reprezentance Slovenije. Čestitke! Zdaj pa naši odbojkaši, čeprav se pravilno reče odbojkarji. Nazive mlad perspektiven športnik podeljujemo Marku Habru, Anžetu Čapelniku in Igorju Vučetiču. Glej ti pobe. Marko Haber, bivši badmintonist, Anže Čapelnik in Igor Vučetič, bivši judoist, so člani odbojkarskega kluba Fužinar in člani regijske reprezentance dečkov, ki so z odličnimi igrami na tekmah potrdili, da spadajo v regijsko reprezentanco. Bravo, fantje! To ni skupinsko priznanje, to so individualna priznanja. Smo jim pa dali priznanja skupaj, glede na to, da je odbojka kolektivni šport. Fantje so včasih trenirali druge športe, ampak nič hudega. Gospod Adi Urnov, vam je to znano. Tudi on je treniral vse sorte športov, sam šaha ni. Saj šaha niste, a ne? Niste trenirali šaha. Ne daje izjav. Igral pa ga je in ga še igra. Kje smo pa ostali? Plavalke in plavalci. Priznanje mlada perspektivna športnica prejme plavalka Zoja Markač. Članica plavalnega kluba Fužinar je v kategoriji kadetin postala državna prvakinja v disciplini 50 in 100 metrov hrbtno. Čestitke, Zoja. Priznanje mlad perspektiven športnik prejme plavalec Tine Rotovnik. Član plavalnega kluba Fužinar, Tine je na ekipnem in posamičnem prvenstvu v plavanju za dečke in deklice na Ravnah postal državni podprvak v disciplini 50 metrov delfin. Čestitke Tinetu. Priznanje mlada perspektivna športnica prejme plavalka Manca Sedar. Tudi članica plavalnega kluba Fužinar na Združenem prvenstvu Slovenije v Kranju je v kategoriji kadetin osvojila 3. mesto v disciplini 200 metrov prsno. Čestitke, Manca.
Priznanje mlada perspektivna športnica prejme plavalka Nija Gerdej. Nija Gerdej je državna prvakinja v kategoriji deklic v disciplini 50 metrov hrbtno in državna podprvakinja v kategoriji deklic v disciplini 50 metrov prsno. Čestitke. Priznanje mlada perspektivna športnica prejme plavalka Maja Golob. Maja Golob je na državnem prvenstvu v kategoriji deklic v disciplini 50 in 100 metrov prsno dosegla 3. mesto. Čestitke Maji Golob. Posebno obvestilo, na nastop naj se pripravi Adi Smolar. Če ki vidite Adija Smolarja, povejte mu, da bo čez 3 minute na vrsti. Nadaljujemo s podeljevanjem priznanj. To smo imeli zmenjeno. Priznanje mlada perspektivna športnica prejme plavalka Julija Merkač. Julija Merkač je na državnem prvenstvu v kategoriji deklic osvojila 2 drugi mesti, in sicer na 50 in 100 metrov delfin. Čestitke. Priznanje mlada perspektivna športnica prejme plavalka Maja Lajbacher. Maja Lajbacher je na državnem prvenstvu v kategoriji deklic osvojila 3. mesto na 50 metrov delfin. Čestitke. Priznanje mlada perspektivna športnica prejme plavalka Neli Pšeničnik. Neli je na državnem prvenstvu v kategoriji deklic osvojila 2 tretji mesti, in sicer v disciplini 200 metrov mešano in 50 metrov hrbtno. Čestitke tudi Neli. In zdaj se bomo še skupaj fotografirali, tako da plavalke in plavalec kar bliže. Odcepka glejte, nimate kaj faliti, pa na smeh se držite. Hvala lepa, čestitke plavalkam in plavalcem plavalnega kluba Fužinar, bravo. Kapo dol tem otrokom. Take fajne igrice so na PlayStationu, oni pa vseeno hodijo na trening. To res ni kar tako. Priznanje podeljujemo gimnastičarki. Priznanje mlada perspektivna športnica prejme gimnastičarka Žana Fink. Članica športnega društva Partizan, Žana Fink, je na državnem prvenstvu v akrobatiki pri starejših deklicah osvojila 1. mesto. Bravo. In zdaj razglasimo še športno ekipo leta do 15. leta starosti. Športna ekipa do 15. leta starosti je ženska kadetska ekipa namiznoteniškega kluba Fužinar. Ki je na državnem ekipnem kadetskem prvenstvu osvojila 1. mesto. Ekipo sestavljajo Polona Horvat, Rosana Pajer in Nika Pandev. Bravo, punce! Boste se še videli zraven, tako ja? Gospod Adi Urnavt, kakor da bi bil že malo naveličan tega fotografiranja. Kličete jih, pardon. Hvala lepa. Fanta, lahko sedeta za trenutek. Tako, zdaj pa bo spet nastopil tisti,
Tisti eden redkih, ki mu geslo v času karantene ostani doma, ni šlo na živce, morda mu je celo pasalo, kajti on je že pred 10 in več leti napisal pesem Najraje sem doma. Adi Smolar. Iskrene čestitke. Ena stvar me je samo zmotila, ko smo zdaj to gledali, v to proceduro. Vmes je gospod našteval, kaj vse rabimo. Kaj rabimo? Nekaj ste povedali, kaj povejte mi? Športni objekt. Z aplauzom potrdite, da se strinjate, pa da to zahtevamo. Prosim. Naslednja stvar. Atletsko stezo. Prav tako potrdimo, da se s tem strinjamo in da zahtevamo. In pa še, pa plezalno steno. To pa še en velik aplauz, ker to, kot imamo mladih plezalcev uspešnih, je prav, da tudi na tak način pokažemo podporo. Ja. Vse ne vem, kaj ne vam igram. A imate kako željo, mladina? Ali vam je vseeno? A kaj bolj divjega ali bolj počasnega? Ne veste, bom pa se jaz odločil. Veste, kako je? Svojimi uspehi ste že in še boste razveseljevali in usrečevali. In to je prav. Na tem svetu smo zato, da si pomagamo, da se usrečujemo, da si delamo lepše življenje. Vsak po svojih močeh. Športniki z uspehi, glasbeniki z glasbo, pisatelji s pisarni. Vsak ima neko svojo nalogo, če pa nimaš nič takšnih talentov, kljub temu lahko veliko dobrega narediš, če imaš morda pri sebi rolico toaletnega papirja. Ker če si dober človek, lahko tudi z rolico toaletnega papirja širiš veselje, zadovoljstvo, prijaznost in z željo, da bi znali prepoznati v majhnih pozornostih velike radosti, velike dragocenosti, bom zdaj zapel pesem o rolici papirja. Ampak ta pesem je zelo dolga in se vleče. Zaradi tega, da se bo malo popestrilo, boste morali sodelovati. Ko pojem la la la, boste ploskali. Ko bom Kitico pel, ne ploskate, na koncu, ko utihnem, pa fejs ploskate. A ste si zapomnili? Čisto preprosto je. Začne se z la la la. 3, 4. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hvala lepa, počivate. Kupil sem si rolico papirja. Skozi mesto šel sem z njo, z rolico papirja. Jo odnesel bom domov, sem si tiho pravil, na straniščni jo pokrov si jo bom nastavil. Da mi bo prav prišla rolica papirja, da mi bo prav prišla rolica papirja. A mimo mene je gospa kužka pripeljala in za njim na cesti sta kupčka 2 ostala. To ni dobro, sem dejal, za sprehajališče, hitro kupčka sem pobral, jo nesel na smetišče. Pa mi je prav prišla rolica papirja, pa mi je prav prišla rolica papirja. Sem naletel na klošarja, se z vincem je nalival, a Neroda štorasta po bradi ga je zlival. Dal sem lističam od 2, da se je obrisal, pa še za čevlja švedrasta, da prah si je pobrisal. Pa mi je prav prišla rolica papirja, pa mi je prav prišla rolica papirja. Zdaj bo pa la la la, pa spet ploskate. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Super, hvala lepa. V parku nekaj se otrok veselo je igralo, tekali so naokrog, je iz noskov jim curljalo. Nemudoma sem tja zavil do prvega fantička in papirčke razdelil za noske in za lička. Zdaj pa lahko z mano zapojete. Pa mi je prav prišla rolica papirja, pa mi je prav prišla rolica papirja.
je na klopci damica milo se jokala, ker je druga deklica fanta je speljala. Dost papirčkov sem ji dal, pa ji bilo je laže, če si solze brišeš, prav se šminka ne razmaže. Pa spet zapojemo, pa mi je prav prišla rolica papirja, pa mi je prav prišla rolica papirja. In tako mi le še 5 je lističev ostalo, dovolj za tole pesmico, za sonet premalo. Kuli sem v roke vzel, na lističe zapisal, kaj ta dan sem doživel, na kratko sem orisal. Kako mi je prav prišla rolica papirja, kako mi je prav prišla rolica papirja. In spet zaploskate. La 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 la. La 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 la. La 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 la. A na koncu bi dodal še prošnjo za vse zbrane. Ne vam vsak dan bo tistih žal, ki nimajo nič hrane. Med njimi mnogo je otrok, prosim vas, da date kaj denarja vsaj za en obrok, za te ritke zlate. Da sploh jim bo kdaj prav prišla rolica papirja, da sploh jim bo kdaj prav prišla rolica papirja. Aplavz. Hvala lepa, Adi. V nadaljevanju pa bomo za podeljevanje poprosili župana občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža Rožena in seveda predsednika Zveze športnih društev Ravne na Koroškem, gospoda Čebulja, Danila Čebulja, prosim, če kar prideta. Zveza športnih društev Ravne na Koroškem podeljuje tudi posebna priznanja športnikom. Tistim, ki so v letu 2019 s svojimi rezultati zaznamovali svojo športno pot in zastopali Slovenijo na odmevnih mednarodnih tekmovanjih. Posebno priznanje prejme Daša Tušek. Daša Tušek, članica plavalnega kluba Fužinar in slovenske reprezentance, je v sezoni 2019 kot reprezentantka zastopala Slovenijo tako na mladinskem evropskem kot tudi na mladinskem svetovnem prvenstvu. Na mladinskem evropskem prvenstvu v Kazanu je zasedla 7. mesto na 1500 metrov prosto in 8. mesto na 800 metrov prosto. Na svetovnem mladinskem prvenstvu v Budimpešti pa je bila z novim osebnim rekordom 8. na 1500 prosto in 11. na 800 metrov prosto. Konec leta je na Evropskem članskem prvenstvu v kratkih bazenih v Glasgowu zasedla 13. mesto na 800 metrov prosto. V mladinski kategoriji je postala državna prvakinja na 200, 400, 800 in 1500 metrov prosto. Daša je kategorizirana športnica perspektivnega razreda. Čestitke, Daši Tušek! Posebno priznanje prejme Janja Šegel. Janja Šegel, članica plavalnega kluba Fužinar in slovenske reprezentance, je na Evropskem članskem prvenstvu v Glasgowu kot članica štafete 4x50 metrov prosto zasedla 7. mesto, 16. mesto na 200 prosto in 19. mesto na 100 metrov prosto. Na odprtem državnem prvenstvu Slovenije je postala absolutna prvakinja na 100 metrov hrbtno in podprvakinja na 200 metrov hrbtno, 50 in 100 metrov prosto. Čestitke Jani Šegel.
Posebno priznanje prejme Brane Breznikar. Brane Breznikar je oktobra lani na Ironmanu v Barceloni dosegel nov mejnik. V svoji kategoriji nad 65 let je po 3,8 km plavanja, 180 km kolesarjenja in 42,2 km teka zmagal in s časom 10 ur, 15 minut in 8 sekund postavil tudi nov najboljši čas Ironman triatlona v kategoriji nad 65 let. Zmago se je še 7. v karieri uvrstil tudi v finale tekmovanja Ironman na Havajih. Čestitke Branetu Breznikarju. Včasih se mi zdi, da se mi doktor Breznikar kar prikazuje, a veš, zjutraj se pelješ z avtom v Slovenj Gradcu, vidiš Breznikar laufa, pa greš potem zvečer iz Slovenj Gradca nazaj, pa vidiš Breznikar na biciklu. Pa rečem zvečer, se grem še jaz malo zrekreirati, pa grem na bazen in koga tam vidim, Breznikarja. Ta gospod avta sploh ne potrebuje. Čestitke! Posebno priznanje prejme Gregor Vezonik. Gregor Vezonik je član alpinističnega kluba Ravne in član slovenske reprezentance v športnem plezanju. Na tekmi svetovnega pokala je dosegel 8. mesto v Münchnu in Chongqingu in 6. mesto na tekmovanju Adidas Rock Stars v Stuttgartu. Gregor je kategoriziran športnik svetovnega razreda. Čestitke, Gregor Vezonik. Tukaj pa spet uskoči Sandi Ocepek. Hvala lepa in vse dobro še naprej. To so dobitniki posebnih priznanj Športne zveze oziroma Zveze športnih društev Ravne na Koroškem. Zdaj pa razglašamo športnico leta 2019 v občini Ravne na Koroškem. Športnica leta občine Ravne na Koroškem v letu 2019 je Tjaša Oder. Tjaša Oder je na svetovnem prvenstvu v Gwangju 2019 osvojila 9. mesto na 800 metrov prosto in 10. mesto na 1500 metrov prosto. Na Evropskem članskem prvenstvu v kratkih bazenih je v Glasgowu osvojila 5. mesto na 800 metrov in na svetovnem pokalu v Dohi 1. mesto na 800 metrov prosto. Tjaša je še zmeraj lastnica rekordov na 800 in 1500 metrov prosto, od kategorije deklic pa vse do absolutne kategorije. Je članska državna prvakinja v disciplini 800 metrov ter 1500 metrov prosto, tako v kratkih kot tudi dolgih bazenih. Tjaša je športnica leta v občini Ravne na Koroškem že 9. in je kategorizirana športnica mednarodnega razreda. Bravo, športnica leta Tjaša Oder. Tjašo Oder bomo poprosili za kratek pogovor. Prosim, če lahko prideš malo bliže, čisto na kratko. Tjaša, če nam lahko poveš, korona je marsikaj zmešala, pa nas zanima, kako si ohranjala telesno pripravljenost v času, ko se nismo smeli družiti. Ja, tako je vplival koronavirus v svet, je tudi na nas športnike, ne. Nam plavalcem so zaprli bazene, tako da smo pač ohranjali kondicijo vsak po svoje, preko Skypa tudi, na treningih suhih, potem na kolesih, tekli smo, hodili v gore, to je pa to. Najbolj Neprijetna posledica pandemije pa je gotovo predstavitev olimpijskih iger v Tokiu, ki so jih prestavili na prihodnje leto 2021. Lani smo se na tem mestu pogovarjali o tvojih načrtih za letos. Kako daleč je zate leto 2021 skozi perspektivo olimpijskih iger? Ja, jaz lahko rečem, da je za mene to zelo daleč. Jaz sem imela začrtano celo letošnjo leto, 4 priprave, mesečne, višinske, pač vse, ne, in zdaj pač se mi je to malo podrlo.
podarila se mi je motivacija, malo so mišice tudi šle, ker niso bile navajene plavati in zdaj, ko pač sem se vrnila nazaj v bazene, so tu nove poškodbe oziroma stare, ki so še hujše, tako da pač zdaj preživljam kar težke čase, no, lahko tako rečem. Upamo, da se vse dobro izteče, mi pa držimo pesti in želimo vse dobro naši Tjaši in želimo, da spet zbere motivacijo in se poda pogumno proti olimpijskim igram prihodnje leto. Čestitke, to je naša športnica leta. Razglašamo športnika leta 2019 v občini Ravne na Koroškem. Športnik leta je Klemen Čebulj. Klemen Čebulj je član slovenske moške odbojkarske reprezentance, ki je v letu 2019 osvojila srebro na Evropskem prvenstvu v Parizu. V letu 2019 je Klemna Čebulja Odbojkarska zveza Slovenije proglasila za najboljšega slovenskega odbojkarja. To pa je Čebuljeva mama. Bravo, mama. Vas pa lahko kaj vprašamo, kaj ne da? To je ena bolj zgovornih mam. Malo bliže, če lahko stopite, prosim. Ja, kje pa imate poba? Ja, pop naš je pa v Italiji. Se veste, ta karantena je naredila marsikaj, tudi to, da so bile meje zaprte in seveda zdaj čakajo, da bodo odšli spet na v drugo državo, to je v Poljsko in zato žal danes ni tukaj z nami. Kdaj pa je nazadnje bil na Brdinjah, recimo, kdaj ste se nazadnje videli? Lansko leto, ta čas, ko je bil pokal, evropski pokal v naši telovadnici v Ravnah, takrat je bil pa nazadnje doma. Tako da kar poredko pridejo domov vrhunski športniki. Zelo poredko. Dobro. Prenesite mu naše pozdrave. Morda pa še o vaši športni poti. Bojda se pripravljate za udeležbo na Ultra Trailu K24. To drži? Vam dobro gredo priprave? Ja, vztrajnost je tista, ki motivira za naslednje uspehe in dosežke. Torej, hvala lepa, gospa Janja Čebulj, in prenesite naše lepe pozdrave športniku leta Klemnu Čebulju. In športna ekipa leta 2019 v občini Ravne na Koroškem je moška ekipa namizno-teniškega kluba Fužinar Interdiskont. Moška ekipa namizno-teniškega kluba Fužinar Interdiskont v sestavi Mitja Horvat, Janez Petrovčič, Darko Jamšek in Miha Jamšek. Ekipa je osvojila 3. mesto v prvi slovenski namizno-teniški ligi za moške in postala pokalni zmagovalec. Čestitke, bravo! Nekaj sem slišal, da se boste kot trener počasi umaknili, a to drži? Ne. Niste nekako rekli, da če bodo tam mladi boljši, da vas bodo vedno bolj premagovali, da potem se boste umaknili. Torej vas še ne premagujejo? Ja, tam mali me premaguje. Vse sem se umaknil kot igralec. Tam mali nastopajo v ligi. A tako je? Kako vam drugače, kako vam gre? Letos smo dosegli en super rezultat, smo osvojili 2. mesto, tako da za pomlajeno ekipo. In zdaj spet trenirate na polno. Ja. Kaj vas čaka letos? Letos je bolj kot ne vse zaključeno. Zdaj ta državna prvenstva, kar so bila planirana za maj pa junij, se bo verjetno predstavila na september, pol pa z oktobrom nova sezona. Sicer pa je tudi gospod Jamšek bojda pripravljen na Ultra Trail K24. Na katero razdaljo že greste? 100. Wow. Vse dobro na trailu in seveda pri namiznem tenisu. Držite tako visok nivo še naprej. Bravo! In zdaj, ko smo vsem podelili, bi bil pa čas še za čestitke župana, tako da k besedi vabimo župana občine Ravne na Koroškem, doktorja Tomaža Rožena. Izvolite. Ja, lep pozdrav vsem, seveda bolj na koncu prediti v imenu občine Ravne na Koroškem.
častnemu občanu, tudi kolegici Romani Lesjak iz naše sosednje občine Črna. Lep pozdrav in pa svoja čestitka na prvem mestu vsem športnikom in športnim ekipam. Vi niste samo ponos vaših staršev, starih staršev, ampak ste tudi ponos občine Ravne na Koroškem. Vi ste tisti, zaradi katerih je najbolj smiselno vlagati v to, na kar me je na tej praznični prireditvi opozoril predsednik Zveze športnih društev, tako da bomo to upoštevali ne samo zaradi njega, ampak predvsem zaradi vas mladih perspektivnih športnikov, ki ste dosegli te uspehe. Ko vidim te znane obraze, lahko rečem, da je mnogi med vami ste tudi odlični učenci, da ste prijeli tudi županove petice, tako da čestitam, da ste tudi izvrstni odlični športniki in športnice. Hkrati pa zahvala vsem, ki pomagate tem mladim tukaj danes na tej razdalji, korona razdalji razbranih, ki jim pomagate k njihovim uspehom, v prvi meri stari starši, ki so danes tudi tukaj, potem dobro organizirani športni klubi, kajti športna infrastruktura ni dovolj, če ni živa. Čestitka in zahvala tudi vsem nevidnim silam v športu, ki dnevno spodbujate mlade, jih podpirate na razne načine, od voznikov kombijev do tistih, ki pripravljajo igrišča. Skratka, vsi ste pomemben člen, pomembna okoliščina, okolje, da lahko naši mladi uspevajo. Zato ob tej prireditvi športnih leta torej zahvala v imenu občine Ravne na Koroškem tudi vsem tem nepogrešljivim členom. Jutri podeljujemo tudi občinska priznanja, tudi mi smo zamaknili praznovanje občinskega praznika, smo na predvečer državnega praznika in lahko rečem, da je šport izjemnega pomena ne samo v občini Ravne, ampak tudi v državi. Dobili smo tudi državni praznik športa, tako da se mi zdi to tudi pomembno poudariti, da smo zelo ponosni tako na lokalni, kot tudi na državni ravni, kajti vidimo tudi, da Ravenčani korimo občasno tudi vrh slovenskega športa in pa, kot je Tjaša dokaz, tudi vrh svetovnega športa. Žal razočaranje, presek kariere, presek letošnjega olimpijskega leta, žal so to tiste okoliščine, na katere nismo mogli vplivati, vendar vztrajajte v športu, šport vas krepi, vam koristi, vas plemeniti. Zaradi tega, ker ste športniki, ste boljši ljudje, veste, kaj je vztrajnost, veste, kaj je premagovanje ovir, tako da to vam bo v življenju samo koristilo. Še enkrat torej čestitka vsem v imenu občine Ravne na Koroškem. Hvala lepa gospodu županu, čestitke še enkrat vsem prejemnicam in prejemnikom, hvala vsem, ki pomagate in hvala tukaj zbranim za pozornost. Adi Smolar nam bo še eno zapel in zaigral, potem pa gremo nazdravit, ker na take stvari se nazdravlja. Adi Smolar, potem pa vsi vabljeni, da se še malo zadržite, smo pripravili nekaj malega za podzob in za nazob. Na začetku ste rekel, da je en lep dan, ja lep, pa lepa prireditev, pa dosti mladih, nadobudnih športnikov, pozitiva. Ampak na lovorikah se ne sme počivati, vsi tisti, ki ste prijeli priznanja, to je samo začetek zdaj, a ne. Bo še treba delati, ker je treba delati, če hočeš imeti kaj od življenja. Dela dobro sebi, dobro drugim, pa slediti svojim sanjam, poresničiti svoje sanje. Zato bomo za spodbudo zapeli, je treba. Kaže? Delati. Jaz bom rekel, je treba, vi pa rečete, kaj? Delati. Je treba. Malo bolj bi rekel, bi lahko sodelovali, pospromo še enkrat, da končamo z energijo tole prireditev. Je treba delati. Če hočeš kaj postati, je treba. Bravo. Če hočeš karkoli znati, je treba delati. Na svetu je pač tako, je treba delati, z lufta padlo nič ne bo, je treba delati. Ja, delat, kolikor se le da. Je treba delati, če hočeš nekam priti, je treba delati. Če hočeš pameten biti, je treba delati. Po svojih najboljših močeh je treba delati. Brez delje zapeljete v greh, je treba delati. Ja, delat, kolikor se le da. Ko pogledam v vesolje, se zdi mi, da par mir stoji.
Če pa pogledaš malo bolje, se kar širi in rotira, oscilira in vibrira, čisto nič pri miru ni, je treba delati. So vsak atom vrti, je treba delati. So vsaka celica deli, je treba delati. Vsakdo si zapomni naj, je treba delati. Delo krepi telo in značaj, je treba delati. Ja, delat, kolikor se le da. Je treba delat, ne pa zijala past, je treba delat. Pošteno, ne pa krast, je treba delat. Ne se dela bat, je treba delat. Počasi, včasih pa ga rad, je treba delat. Ja, delat, kolikor se le da. Ko pogledam žitno polje, dokaj mirno se mi zdi. Če pa pogledaš malo bolje, žito rase, polni klase, korenine v zemljo rine. Čisto nič pri miru ni, je treba delat. Ne pa okol ga srat, je treba delat. Ne pa mamila jemat, je treba delat. Pa lepše boš živel, je treba delat. Pa življenje rad boš imel, je treba delat. Ja, delat, kolikor se le da. Zdaj pa ploskanje, tudi delo, pa delate zraven, je treba delat. La, je treba delat, lahko tudi vi rečete, la, je treba delat, la, je treba delat, la, je treba delat. Ja, delat, kolikor se le da. Hvala lepa, dovolj ste delali, počivite. Včasih se mi zdi najbolje, da bi kar ležal in pa spal. Ko pa pomislim malo bolje, čas mineva, smrt odšteva. Živa leta so mi šteta in vsake mi je ure žal, je treba delat. To pomeni, da si živ, lepo je delat, pa gledat, kar si naredil, je treba delat. Da smiselno živiš, je treba delat. Da za sabo kaj pustiš, je treba delat. Ja, delat, kolikor se le da. Smo si zapomnili. Je treba, kolikor se le da. Zdaj pa zaploskate, vam bo korejžno, da slišim. Je treba delat, kolikor se le da. Pa še enkrat, da bo držalo. Je treba delat, kolikor se le da. Lepo se vejte, hvala lepa.